Drage gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji Pristna ženska, v kateri danes gostim izjemno doktorico Lucijo Mulej, ki je vrhunska poznavalka človekove narave, in danes sva se pogovarjali o človekovi globini, o ženskah, o naši moči, o tem, kako smo lahko skupaj še bolj pristne, o pogumu, kako iti dlje, o širini in o tem, da ko si dovolimo stopiti v lastno senco, lahko ozremo pravzaprav toplino in svetlobo, ne zgolj zase, temveč tudi za širšo družbo. Spoznali boste, kako vredno je stopiti v svojo senco, zato da lahko potem stopimo v svojo polno moč. Glejte nas na Ljubljana TV, oddaja Pristna ženska. Drage gledalke in cenjeni gledalci, prav lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Pristna ženska, v kateri spoznavamo navdihujoče zgodbe žensk, ki zaupajo vase, pristno izražajo sebe in sledijo temu, kar jih izpolnjuje. Odkrivali bomo, kako svojo edinstvenostjo, intuicijo in pogumom ustvarjajo življenje, ki je v skladu z resnico njihovega srca. Vesela sem, da ste danes z nami, ko bomo spoznali doktorico Lucijo Mulej. Izjemno žensko, ki svojo strastjo prepleta znanost, podjetništvo in osebnostno rast. Kot izredna profesorica, raziskovalka, svetovalka in pisateljica pušča globoko sled na številnih področjih. Njena inovativna metodologija 4Q, ki združuje racionalno, čustveno, duhovno in fizično inteligenco, nas uči, kako preseči ločnico med osebnim in profesionalnim življenjem ter živeti bolj izpolnjeno in harmonično. Z neizmerno toplino, karizmo in globokim razumevanjem človeške narave nas doktorica Mulej navdihuje, da prebudimo svoje speče potenciale, pogumno vstopimo v svojo avtentično moč in ustvarjamo življenje, ki odraža našo resnično bit. Draga Lucija, srčno dobrodošla. Hvala, draga Suzi, za povabilo. Hvala tebi. Lucija, jaz sem sama stala v življenju že velikokrat v preteklosti na razpotju, pred odločitvijo, ko sem tehtala med tem, kar sem čutila globoko v sebi kot svojo resnico in med tem, kar je okolica pričakovala od mene. Zakaj se sploh znajdemo na takem križišču? Skratka, vedno smo vpeti med neka pričakovanja pomembnih drugih, to so lahko seveda naši starši, kasneje v življenju sodelavci, partnerji, prijatelji, in seveda med tem, kar je nekaj znotraj nas. Lahko rečemo, da gre za dve obliki zavesti, za to zunanjo zavest, ki je povezana z zunanjim svetom, torej ko odhajamo v naše svetove, profesionalne, delovne, obvezno svetove, ali ko smo recimo nekje v tišini sami seboj. In tisti svet, ko smo s seboj, je notranja zavest. Tisti svet, ko smo z drugimi ljudmi v neki komunikaciji, je zunanja zavest. In v sodobnem času hitrega tempa, zahtev po uspehu, po vedno novih dosežkih, človek pozablja poslušati svojo tišino. In v razpotju se znajde pravzaprav, ker se včasih ta dva glasova med seboj bojujeta. In to, kar jaz v bistvu ljudi učim, je, da se poznajo in spoznajo tudi v tej notranji tišini, torej da znajo pri sebi razviti to notranjo zavest. In to je zlasti pomembno pri ločnici osebnega, profesionalnega in tudi recimo intimnega življenja. In ravno zaradi tega, ker smo toliko vpeti v zunanjem svetu, tudi potem iščemo nekako krivce v zunanjem svetu. Mislimo, da so ovire na naši poti do avtentične moči zunanji pritiski in pričakovanja, v resnici pa so vse ovire znotraj nas. Torej vsi naši dvomi, omejujoča prepričanja, strahovi pred zavrnitvijo, pred neuspehom, pred nesprejemanjem. Ampak kako prepoznati potem, da imamo te ovire znotraj sebe, ker to je po mojem kar en korak, da ti potegneš pozornost od zunaj vase in sprejmeš potem tudi odgovornost za te tvoje notranje ovire. Mogoče bi rekla tako, ovire so lahko tudi zunanje,
zlasti, če izberemo mogoče napačno družbo. Recimo v primeru mladih ljudi Ja. imajo lahko recimo družbo, ki jih vodi v določene odvisniške prakse ali v določene oblike bega, torej eskapizme. In tudi takšna družba potem lahko v nas pravzaprav projicira neke take, bom rekla, dvome, ne. Ja. Tiste naše notranje ovire so pa lahko povezane pravzaprav z nekim nepoznavanjem lastne osebne zgodovine, neke družinske genealogije, torej družinskega drevesa, kjer se lahko po liniji matere ali po liniji očeta dogajajo določene blokade na tem bolj nezavednem. In mogoče še tretja raven je seveda, kdo je tisti človek, ki z nami odkriva te naše svetove. Je to naš dobri prijatelj, ki ga ne moti, da letimo višje recimo od moči misli, če se tako izrazim, ali je mogoče to oseba, ki želi naš uspeh ali ne želi našega uspeha. In seveda vsi ti vplivi potem rezultirajo v to, da mogoče v sebi ustvarimo nek odpor, pa niti ne vemo, zakaj nastane do tega odpora. Je pa tudi mogoče druga raven empatije, simpatije in sočutja. Recimo, če smo do nekoga preveč sočutni in njemu recimo ne gre tako dobro, to se zgodi včasih pri starših in otrocih, ne, ko mogoče otroci, ko podedujejo ali pa pričnejo voditi neko podjetje, presežejo rezultate svojih staršev recimo, ne, in imajo lahko notranje blokade, ali je prav, da sem jaz dosegel več, kot recimo dosegel moj oče, ker živim v boljših pogojih, ne. In skratka, tukaj si nanizala številne dimenzije pravzaprav, ne, ki so medsebojno prepletajoče se, po drugi strani so pa tudi soodvisne, ne. In zelo pomembno je, da imamo ob sebi predvsem dobronamerne, dobrosrčne ljudi. Oni lahko v nas odprejo številne potenciale, ki so prej skriti. Kaj pa ženske? Kako pa lahko ženska sama nekako se zaustavi, mogoče pa pogleda vase, ker ta pot do avtentične moči ne gre mimo tega, da se zaustavimo, da se soočimo sami s sabo, da se poglobimo vase in da odkrijemo, da imamo ali ovire ali nekaj, karkoli nas omejuje pri tem, da bi stopili v svojo avtentično moč. Kaj bi svetovala ženskam, mogoče tudi, kako si ti našla ta svojo pot v avtentično moč? Kar se mene tiče, sem bila vedno precej povezana s seboj, nekako, mislim tudi prek staršev, ki sta bila zelo pristna, sploh moja mati je bila zelo pristna, neposredna, pri nas ni bilo nikoli skrivanja ničesar, ne, bili smo izredno odprti. Ker generacijsko pa to recimo ni značilno. Ja, moja mati je bila zelo posebna vodnarka, ne, in ona nikoli ni recimo v mene dvomila, to je zelo zanimivo, ne. Vedno je rekla, Luči, ne, meni reče doma Luči, ti boš vse izpeljala, ne. To recimo njena dota meni, ne. Enako recimo oče, ko sem jaz otrok, sem se že pogovarjala recimo o dušah, o smrti, mene so vse te zadeve zanimale. In tudi on me recimo poslušal, je povedal svoje mnenje. Torej še enkrat, ko govorimo o ženskah, ne. Pri ženskah je zelo pomembno, da imamo kljub vsemu ljudi, ki znajo v nas prebujati to zaupanje vase, ne. To pa tudi včasih pomeni, da se moramo znati soočati z lastnimi sencami. Se pravi, to so pa tisti nivoji nas samih, ki pa običajno niso nujno lepi, lahko so strašljivi, lahko so to nivoji recimo dvoma, strahu, treme, nezaupanja, lahko so tudi oblike lenobe, to pišemo v svoji knjigi Heroj, recimo imamo mentalno, čustveno lenobo, lahko je kognitivna lenoba. In ko si recimo te ne tako prijetne dele sebe priznamo, šele takrat vznikne pristnost. Pristnost pravzaprav pomeni, da združimo, če rečeva psihoanalitsko, ta lepi in malo manj lepi obraz naše identitete. Torej obe plati, sončno in senčno plat. Misliš, da zaradi tega ženske bežimo v popolnost, ker se nočemo za svojo senco ukvarjati? Pa mislim, da popolnost tega zunanjega izgleda, poskušamo biti lepe in tako naprej, je zelo benigna, ne. Mogoče ne bi rekla, da bežimo v to. Jaz bi rekla, da mogoče ne najdemo pravih učiteljev na poti, ki bi nam znali na nek spoštljiv način pokazati naše sence. In sama sem velikokrat svetovala in še svetujem ženskam, ki so na poti rasti, da se spoprimejo s to svojo temnejšo platjo, ne? Ker to je ključno za celovito in predvsem varno osebnostno rast, ne? Ja, ker v senci leži veliko
zakladov. Ne. Tako je. Rumi celo reče, ne, da tam, kjer je rana, običajno pač je rana v senci, ne, in ko mi to tja stopimo, svetloba točno tja noter posije in potem lahko mi pridemo do teh zakladov, ki ležijo v tej senci, ampak če se mi ne upamo spustiti tja noter, tudi do zakladov ne moremo priti in potem res živimo samo na polovični kapaciteti, ne, ampak to soočati se z senco ni prav enostavno. Ne. In vse, kar je zares vredno, ne, zahteva svoj čas v življenju. Ali je to prijateljstvo, ne, tudi prijateljstvo ni samoumevna stvar, a ne potrebno van vlagati čas, skrbnost. Enako velja za, bom rekla, te naše tiste skrivnostne dele naše duše, za tisto našo pravzaprav pristno, avtentično sliko. Ne. Tudi za to se je potrebno boriti, lahko tudi za okolico. Ne. Sploh, če okolica nagrajuje neko servilno vedenje, ne, in ljudje bolj kot ne tudi včasih skalkulirajo nek odnos. Ne. Torej, avtentičnost ni nujno povezana s formo priljubljenosti in uglajenosti. Ja, ampak dokler obe plati sebe ne sprejmemo, ne, torej senčno in sončno stran, ne najdemo te moči, je ne moremo zasidrati v avtentičnosti. Tako, pa tudi rekla bi, da je to tista prebojna moč, ne? Ko lahko pomendraš vse ovire, ne? Točno tako. Lucija, se vrneva kmalu po kratkem predahu, počakajte z nami. Drage gledalke, cenjeni gledalci, dobrodošli nazaj v oddaji Pristna ženska, v kateri danes gostim doktorico Lucijo Mulej. Pogovarjava se o tem, kako pomembno je, da sprejmemo tako svoje senčne kot sončne strani, zato da lahko stopimo v svojo avtentično moč. Lucija, ti si razvila eno inovativno metodologijo 4Q, ki krepi tudi naše socialne, kognitivne in čustvene kompetence. In veliko podjetnikov, posameznikov je na to metodologijo navdušenih. Povej mi, kako je ta koncept nastal? Je to mogoče bilo vso sledjo s tvojim lastnim procesom preobrazbe? Vsekakor ta ideja povezovanja inteligentnosti, torej to je metodologija povezovanja inteligentnosti 4Q, je pravzaprav nek tak moj razvojni opus mojega znanstvenega ustvarjalnega dela in lahko bi rekla, da je povezana z različnimi fazami mojega razvoja, torej, kot sva rekli, pristnosti, ker jaz bi rekla, da se ta naša barva pristnosti nekako žlahti celo življenje. Povezana pa pravzaprav z razumevanjem sveta, torej kot antropologinja raziskujem svetove, človeka, dimenzije, duhovnosti. Sem specialistka nevidnih svetov, to pravzaprav pomeni, da zaznamo vse tisto, kar je če se spomniva Freudove gore, na slikici pod vodo. Se pravi ta gora, ko je vrh majhen, pod gore pa kar precej nečesa. In ravno to nekaj je tisto, kar mene od nekdaj zelo privlači, me zanima in pravzaprav ti 4Q-ji, če rečeva gora, se pravi IQ je tisti, ki je viden, vsi ostali so pa nekako manj opazni. Tudi recimo čustva, če smo mi visoko čustveno pismeni, delam tudi programe čustvene pismenosti, dostikrat za naravoslovno izobražene ljudi, ki mogoče manjka, tega pridiha, neke take vsebine, tega žmohta. In pri tej čustvene pismenosti se pokaže, kako velikokrat sami ne razumemo lastnih čustev. Zato tudi rečem, da sem prevajalka iz slovenščine v slovenščino. In potem je še SQ, torej ta vidik duhovne inteligentnosti, ki je pa povezan z našimi vrlinami, torej s temi našimi vrojenimi momenti ali pa impulzi, ki nekako vodijo naše odločitve tudi. Torej, zakaj se odločimo? Recimo, jaz sem z veseljem prišla tebi v oddajo, zato ker enostavno, ko sem te srečala, sem v tebi začutila neko posebno dimenzijo neke take duhovne inteligentnosti, iskreno. Zato sem se tudi takoj odzvala, ker na svetu, da imela več stvari in tako.
In to je to, ne? In ko se recimo prepoznamo po teh ravneh, je sodelovanje enostavno. Ne? Ja. In nek tak, bom rekla, rezultat tega mojega proučevanja je pa seveda gradnja mostov namesto zidov. Veliko lažje je izgraditi zid, torej nekomu reči ne, in tudi čisto arhitekturno je lažje postaviti zid, kot most. Pri mostu rabimo proučiti zemljo, sestavo tal, veter, voda, kar hočemo, ne? Oziroma kar moramo, ne samo kar hočemo. Ne? Enako pa velja pri medosebnih odnosih, če želimo postaviti most z nekom, moramo poznati najmanj te 4 dimenzije. Ne? Potem je še PQ, to je pa fizična inteligentnost, kar pa pomeni neka simpatija ali pa antipatija, ki se med ljudmi tako nekako pokaže. To rečemo temu kemija, ne? Lahko tudi poslovna kemija, ni samo erotična kemija. Ne? Veliko ljudi ne more niti sodelovati, če nimajo te kemije, če tega ne začutijo. Res je, ne? Dejansko ni samo to, da delaš posel zaradi tega, ker bi pač bilo v neko korist, ampak zato vedno več prepoznavamo tega, da ljudje prav morajo se začutiti na večjih ravneh, zato da recimo ali sodelujejo, ali da so sploh prijatelji, kaj šele potem za kako partnerstvo recimo. Ne? Se dejansko morajo vsi 4 nivoji nekako poklopiti. Ne? Omenila si, da večkrat zate rečejo, da si prevajalka slovenščine v slovenščino. Malo več povej o tem opisu. Recimo, ko se ti kuji ne poklopijo, ne? Torej sem izbrala 4 kuje, ker so enostavni, da imamo ogromno nivojev inteligentnosti, tudi prostorsko, glasbo in tako naprej. Ne? Takrat pridem pa jaz tukaj nekako, bom rekla, v ta scenarij, ne? Proučevanja posameznikov in potem poiščem vrata, srečam temu vrata v njihovo notranjost in poskušam prikazati zorni kot drugega človeka. Ne? Ker najtežje v bistvu razumeti zorni kot drugega človeka. Ne? In naša kultura, tudi vzgoja, zlasti ta permisivna vzgoja, ne? Zadnjih let temelji na egocentrizmu. In otroci, ki so izredno osredotočeni na sebe, nimajo sposobnosti razumeti zorni kot drugega človeka. Ne? In s tem se njihova socialna kompetentnost in na splošno inteligentnost močno znižujejo. Ne? In je ogromno težav v otroštvu oziroma tudi v šolskem delu, ne? Udejstvovanja teh mladih ljudi ravno v tej nesposobnosti. Ne? Adaptacije, tudi adaptacije. Tako, ne? Ker mi rečemo, da je pravzaprav definicija inteligentnosti je sposobnost prilagoditve, ne? Na izzive v okolju. Kar pomeni, da jih znamo najprej prebrati, torej IQ, EQ oceniti naboj, SQ poiskati neko vrlino, poiskati neko vizijo, PQ se aktivirati in predvsem ne tlačiti neke negativne emocije v sebe. Ne? In ko se s posamezniki pogovarjamo, včasih je recimo stres v glavi, ljudje ne morejo spati, stres v pljučih, imamo težave s prehladi, stres na vegetativnem živčevju, spet nivo recimo boja ega na ego in tako naprej. Ne? In to so resnično take, bom rekla, ravni, ki so včasih tudi podobne živalskemu vrtu. Torej, nihče nikogar včasih niti ne želi razumeti. Ne? Ja, je težko, ne? Dejansko, če ni te socialne in čustvene inteligence, ne? Vsak stoji na svojem zornem kotu, vsak ima prav, to je tista slika 6 pa 9, ne? Jaz vidim 6, ti vidiš 9, obedve imamo prav, a se vseeno ne razumeva. Ne? Dejansko je treba potem znati stopiti okoli, pa pogledati iz oči tvojega sogovornika ali pa da on prije na tvojo stran in pogleda iz tvojega zornega kota. Ampak zato je potrebno imeti to inteligenco na različnih nivojih. Ja, in je potrebno tudi razvijati. Ne? In recimo antropologija kot disciplina te v bistvu nauči pri terenskem delu, ne, da ti znaš pogledati nek fenomen takšnega, kot je. Seveda ga vsi gledamo čez zorne kote svojih, bom rekla, in kulture, predispozicije ostalih, ne? Vsi imamo neke okvire, ampak bolj kot smo, bom rekla, vedoželjni, bolj ko raziskujemo svet, več kot poznamo različnih profilov ljudi, manj smo pravzaprav obsojajoči. In imamo neka stabilna stališča in tudi bolj stabilno psiho. Ne? Ker v današnjem svetu je ogromno ljudi, ki izredno nihajo tudi v razpoloženjih. Ne? In ta moja metodologija pomaga tudi tukaj, da ljudje najdejo neko zrelost in predvsem neko celovitost lastnega dojemanja sveta. In jaz v bistvu potem poiščem sinergije. Ne? In običajno
Zato recimo rabim pri podjetnikih kakšne pol leta in potem začnemo pravzaprav vrteti takšne drugačne koncepte, da se posamezniki osvobodijo in da naredijo res nekaj dobrega skupaj. Me zanima še tole glede intuicije. Jaz sem v preteklosti, oziroma ženske smo zelo intuitivne. In to notranje vodstvo velikokrat utišamo na račun glasnega ega. In jaz sem v preteklosti tudi povozila to svojo intuicijo, ampak takrat sem se vedno, ampak čisto res vedno napačno odločila. No, danes poslušam intuicijo in uporabljam razum. A ti tudi to vidiš kot ta preplet med intuicijo in razumom kot orodje, ki ti pomaga k boljši presoji in sprejemanju odločitev? V knjigi Onkraj razkritja, ki danes nimam s seboj, pišem točno o tem. Torej, gre za različne glasove, ki jih imamo v srcu in različne glasove, ki se pregovarjajo v glavi. In bolj kot je naš jaz nekultiviran, teže nam je v življenju. Ne? Intuicija je brez dvoma stik, lahko rečemo, z Bogom, z nekim vsemirjem, je pa tudi znanstvena intuicija. Ne? Se pravi, jaz osebno, ko berem tekste, glede na to, da sem ogromno napisala, sem tudi profesorica na fakulteti, vidim po 2 stavkih, ali je človek pisal iz sebe ali je prepisoval iz ChatGPT-ja, ker ChatGPT recimo tvori neke zelo tipične načine pripovedovanja in je zelo unbiased, torej poskuša biti izredno širokogruden, široko gledajoč. Ne? In to je tudi intuicija. Ne? Torej imamo več tipov intuicije. Ne? Torej, kot rečeno, kognitivna intuicija, potem lahko rečeva srčna, mogoče si to mislila, ne? Potem je tudi seveda duhovna intuicija in tudi fizična intuicija, ne? Ko mi recimo nekako čutimo, tako, jasno čutnost. Tako da jaz bi tudi rekla, da z leti vse bolj poslušam svoj notranji glas, ampak kot so rekli na začetku, torej jaz gojim tišino. Ne? Jaz si vzamem čas, da poslušam vtise neke situacije, kaj sem začutila, kaj je moja želja in recimo izredno pomemben je tukaj bog časa, kronos. Torej občutek za timing, to je ključna stvar pri vseh procesih, tudi pri mojem svetovanju, da jaz v bistvu poiščem pravi moment in tudi prostor, v katerem spregovorim neke resnice. Ne? In tudi na prostor sem jaz osebno zelo občutljiva. Ne? Sploh, če delamo kakšne večje skupine, ne? Da se poišče nekaj primernega, ker pravi prostori, imamo tudi koncept svetih prostorov, kot so recimo sakralni spomeniki oziroma cerkve kot takšne. Ne. To so vedno gre na posebnih, bom rekla, točkah, prepletih recimo energij oziroma lahko rečem tudi nekih naravnih danosti, ki lahko služijo kot naravni katalizator nekih napetosti. Ne. Sigurno ne bi lastno, bom rekla, moški svojo žensko peljal recimo na prvi zmenek v Auschwitz. Ne rabi razlagati, zakaj. Torej, prostor ima pomen. Ja, res je. In tudi čas ima pomen in midve bova zdaj šle na kratek predah. Vidimo se kmalu. Drage gledalke, cenjeni gledalci, dobrodošli nazaj v oddaji Pristna ženska, v kateri danes govorimo z doktorico Lucijo Mulej. Lucija, ti si izjemno ustvarjalna. Redno pišeš za ugledne medije, članke, si članica Društva slovenskih pisateljev, napisala si 4 knjige, 2 znanstvena dela, mogoče sem celo še kakega pozabila omeniti, boš ti več povedala o tem. Ampak zanima me, ali tudi ti vidiš ustvarjalnost kot most med notranjim svetom in zunanjim izražanjem. To si povedala odlično in potem se lahko kar podpišem. Mislim, da je ustvarjalnost sigurno neka taka dimenzija nečesa višjega znotraj nas. Ko ustvarjamo, smo pravzaprav neki taki mali bogovi na zemlji, ampak ne bogovi v smislu neke veličine, ampak bogovi v smislu neke ponižne ustvarjalnosti. Ker človek lahko ustvari delo, pa ga nihče ne prebere, ga nihče ne pogleda, ampak že samo ustvarjanje kot tako je pravzaprav neka taka božja energija sozvočja glave, ki opazuje, uma, ki prečisti, ustvari jasnino in seveda srca, ki obarva
neke besede in duše, ki najde neko globino. Ne? In ja, kot sva rekli, knjigice, ne? Vse ljudje me že kar poznajo po teh knjigicah. Nazadnje je nastala knjigica Pogovori z Erosom, to je taka mogoče malo bolj, bom rekla, ljubezenska. In predvsem je to knjiga neke drugačne ustvarjalnosti, kajti v njej se pogovarjam z Bogom Erosom. In imava zelo zanimive dialoge. Ja. Potem je pa seveda Skrivnost in še ostale knjigice. Ja, in pisanje meni od nekdaj daje neko tako, bom rekla, dimenzijo neke spoštljive komunikacije tega sveta z mojimi vtisi. Ko sledimo svoji ustvarjalnosti, izražamo svojo pristnost. Ko izražamo svojo pristnost, vse bolj stopamo v svojo avtentično moč oziroma odklenemo svoj potencial in ko ga odklenemo, tudi razvijamo svoj potencial in vse bolj stopamo v svojo avtentično moč. Je to v tvojih očeh naraven proces ali se moramo vedno znova za to odločiti? Jaz bi rekla, da tukaj ne gre nikoli za zavestno odločitev, ker kadar smo nekako soočeni z domišljijo in voljo, domišljija zmaga. Ne? Kakorkoli, volja zmaga na kratši čas. Ne? Mislim, da je odločitev absolutno nezavedna. Pravzaprav gre za poklicanost. Ne? Ja. Ustvarjalci so poklicani, ustvarjalci so glasniki nečesa višjega. Ne? Ustvarjalci, kot so vsi oblikovalci, umetniki kot takšni, vsi, ki pišemo, ustvarjamo neke svetove, ne? In z besedami, ki jih potem ljudje preberejo, v njih sprožamo občutja. Ne? Tako da ustvarjalni proces je definitivno proces izbire, vendar sami se ne odločimo biti ustvarjalci. To je pa spet koncept muze, torej kdo je naša muza. Ne? In moja muza je življenje, jaz opazujem življenje in imam zelo rada ljudi in dovolim, da se me dotaknejo. Ne? Ampak ustvarjalnost v bistvu je tudi potem takem glasba in je ples in je poezija, tudi lahko je kiparstvo, lahko je lesarstvo. Tudi kuhanje. Tudi pomivanje lahko ustvarjalno. Lahko postane ustvarjalno delo, če si ti res v tem trenutku prisoten in daš sebe v ta ustvarjalni proces, da pa karkoli to je. Lahko je to tudi šivanje, pletenje, vezenje. Ne? Dejansko je ključno, da skozi ustvarjalnost pozabiš na se. Ja, pa pozabiš v bistvu na čas in prostor, na hrano, na lakoto, si v tem ustvarjalnem procesu in si popolnoma v stiku samim seboj. In to je ta ključ, ki vodi potem v to avtentično moč, verjetno. Sigurno, ne? In tudi ta, bom rekla, prisotnost te energije, ki iz nas ven vleče neke, lahko rečemo temu, izdelke, rezultate, ali je to dobra hrana, lahko je to dober izlet. Ne? Ustvarjalnost pravzaprav pomeni, da smo pretočni, kot si lepo rekla, v trenutku. In jaz mislim predvsem, da takrat pozabimo nase. Torej ni potrebe po potrditvah. Ne, samo si. Samo si, tako. To je ta zen budistični princip trenutka. Ja, ko sem jaz knjigo pisala, sem rekla, zjutraj sem bila v pidžami, pa sem rekla, nič, samo te 3 stavke napišem, ne. Pa bila včasih 2:03 popoldan, pa sem še jaz kar pisala, pa nisem še iz pidžame tudi ne prišla, ne. To je ta flow, ta tok, ko samo si in ustvarjaš, ne. Povej mi še, Lucija, kaj je v tvojih očeh definicija pristne ženske? Jaz bi rekla, da je to vsaka ženska, ki zna poslušati svoje globine. Preprosto. Svoje? Globine. Globine, da je v stiku sama s sabo. Ki zna poslušati svoje globine, ne? Kar pomeni, da so te globine različno globoke. Se vedno bolj spuščamo navzdol, ne? In odvisno, koliko globoko pravzaprav se ona dotakne drugih in se življenje dotakne nje. In bolj kot smo v konceptih, bolj kot smo ujeti v neke programe, v neke sodbe, v neke šablone, manj se nas dotakne življenje in manj se nas dotaknejo drugi. Prijatelji, ljubimci, zgodbe naše, zgodbe drugih in tako naprej. Skratka, različni nivoji globin so tisti, Kako se spustiti v te globine? Jaz mislim, da se je potrebno spustiti previdno, ko pa srečamo pravi ljudi, pa pademo vanje, se ne moremo upreti. Se ne moremo upreti, nas kar potegnejo v to pa ta vidik alkimije, ne? Tam pa ta alkimija tudi lahko ljubezni, erotične ljubezni oziroma klasične romantične ljubezni, ne?
Lahko je pa to seveda alkimija nekega iskanja smisla v življenju, ne? Ampak alkimija vedno pomeni to, da se vse te različne ravni naše Prečistijo. duševnosti stapljajo Pa v prečistijo, eno. ne? Tudi to. Ja. Ampak predvsem pred do te inkluzije, ne? Ja. Do neke celovite zaznave sebe in drugih. Ja. Jaz vidim alkimijo v bistvu, da prečistiš svinec svoje osebnosti v Tudi to je zlato odličen. svoje duše. Tako. Ne, To da je ta postaneš tradicionalna, vedno bolj tako. čist, prečiščen, tako. prefinjen na vseh ravneh in tako se Tako. vedno bolj v bistvu spuščaš v neke globine in srečaš vedno bolj pristnega sebe. Tako. In ga na poti nazaj gor v bistvu vzameš zraven. Tako lepo si to povedala. Hvala lepa. Draga Lucija, povej mi še za konec, kaj bi želela sporočiti našim gledalkam in gledalcem. Jaz bi jim želela sporočiti, da to oddajo spremljajo, torej tebe s to odlično idejo, in da poskušajo same prisluhniti svoji globini in stopiti vsak dan mogoče malo dlje in slediti tej notranji pesmi, tej svoji melodiji. To je bilo moje sporočilo. Najlepša hvala, draga Lucija. Hvala Res tebi, iskrena Suzi, hvala. za povabilo, zelo je bilo prijetno s teboj. Hvala lepa. Res sem Hvala. vesela, da si bila moja gostja in z nami podelila svoje izjemno znanje, svoje res globoko razumevanje človekove narave in da si našim gledalkam in gledalcem sporočila, kako pomembno je, da stopimo v svoje esence, zato da lahko potem stopimo tudi v svojo avtentično moč. Drage gledalke, cenjeni gledalci, verjamem, da ste ob tem pogovoru tudi vi začutili, kako pomembno je slediti samemu sebi in da notranje zadovoljstvo in ravnovesje v življenju dosežemo resnično takrat, ko začnemo živeti sebe. Srčna hvala za vašo pozornost in nasvidenje do prihodnje oddaje Pristna ženska.